Danes bi za zadnjo temo mogoče načel samo še razvoj dogodkov v zadnjih letih v Sloveniji. Japonskih dogodkov na splošno. Govorim o anime dogodkih, dan Japonske in mogoče tudi drugih japonskih dogodkih, povezanih ali s tradicionalno ali pop kulturo. Ja, exactly. Kako se vam zdi, da so se skozi leta razvijali in kaj ste dejansko obiskali? Večalo se je, vedno bolj. Mislim, pol je že prav 5000 ljudi v enem dnevu prišlo v tisto eno šolo. Kaj si? Ja. Vedno več jih je bilo na leto tudi. Pa še v začetku smo imeli res sam tisti novoletko, pa ilustrarium, ne? 2krat na leto. Potem so že v Mariboru začeli organizirati. Tako je. Kaj je bil najprej? Čibimako. Kaj je bil Čibimako najprej? Ne, najprej je bilo tako, ne. Novoletka mislim, da je trajalo do 2011, ne popravim me, če se motim. In potem je v bistvu naslednik novoletke, ne, ki je zadnja novoletka se je dogajala v knjižnici Otona Župančiča, je to res. Ne. In tam, hočem reči, je bilo mogoče 300-400 ljudi, ne, nekje tam je moja ocena. Cozy je bilo. Ja, definitivno cozy, ne. In naslednje leto sem jaz bil že v Ljubljani kot študent in sem rekel, zdaj pa hočem mogoče celo sodelovati pri organizaciji dogodkov. Takrat se je vse spremenilo. In takrat se je vse spremenilo. Ampak definitivno se je spremenilo zame, ker sem bil bolj vključen v community, več ljudi sem spoznal. Dejansko sem začel komunicirati z stojnicami, sejmi, dejansko sem začel delati v organizaciji. Postal del organizacijskega tima novoletke, ki se je potem preimenovala v Makon, in Makon je v bistvu se prestavil iz knjižnice Otona Župančiča v... Mislim, da prvo leto smo bili na srednji šoli, na Aškrčevi, ne. To je bilo zabavno. Ja, in ta dogodek je potekal v eni telovadnici. Najbolj zabavno je bilo pa to, ne. Leto 2012 in to se je dogajalo na soboto ob 12. Predtem so moji soorganizatorji nekako zginili, jaz nisem do nobenega imel nobenega kontakta, hkrati pa so me klicali z Radia 1 za intervju. In jaz sem bil ob 12 se dogodek začne, ura je 8, jaz moram narediti intervju in hkrati moram še postaviti dogodek. Opravim tisti intervju, tečem hitro v center in potem smo postavljeni pred prazno telovadnico. Na srečo je bila organizacija dosti v redu, ker smo imeli veliko prostovoljcev, ki so bili pripravljeni pomagati. In potem smo v bistvu v 2 urah postavili tisti prvi dogodek. Stoli so bili, mize so bile, tam je bila da si Lego gor, da si igral igrice. Ja, ampak dogodek je imel prvič v bistvu nek odrski del, sejemski del in community del. Smo imeli. Definitivno. Prvi medkafe v Sloveniji. True. Še jaz sem butler. In najbolj impresivno pa je bilo to, da vsi ti dogodki, ki so trajali do tega, so nekako kumulirali, da se ljudi niso bili več toliko shy do cosplaya. Prvič se mi je zdelo, da smo imeli veliko cosplayerjev, ljudi je bilo veliko več, rekel bi mogoče že proti 1000. Malo. Definitivno jih je bilo več kot na vseh do zdajšnjih. Zelo težko je dejanske cifre sešteti, ampak jih je bilo definitivno več kot na vseh prejšnjih dogodkih. Ja, in nekako iz telovadnice smo potem naslednje leto že prešli na, Kino Šiška, ne? Kino Šiška je bila Kino Šiška. Ja, Kino Šiška je pa eno tako koncertno. Knjižnica, telovadnica, Kino Šiška. Tako je. In potem Kino Šiška je pa... Tako za razliko od ilustrarija sta bila 2 nadstropji. Ja, ker Kino Šiška ima v prvem nadstropju eno tako convention prizorišče, kjer imaš v bistvu oder, pa veliko praznega prostora. V zgornjih prostorih je v bistvu prostor samo mogoče za stojnice in takšne stvari. Je tudi, mislim, da še eno posebno... Ja, bilo pa eno platno je bilo, ne? Ja. V prvem nadstropju mislim, da je tudi koncertno prizorišče še eno, ampak tistega nismo izrabili, mislim, da v prvih letih. Je bil pa definitivno to en prelom. Se pravi, spomnim se, da v tistem letu smo imeli prvič več cosplayerjev kot ne cosplayerjev na eventu, plus ljudi je bilo definitivno čez 1000. Če celo 2 ali 3000. Toliko folk je bilo, da preprosto nisi mogel več hoditi. Zato se samo zdaj v Ljubljani
kaj pa še Ja, Izola, še Maribor. To se ravno to sem vodil prej omeniti, ne. Pač tem je treba dati še heads up, ne. Ja, Potem nismo imeli več samo 2 dogodkov na leto, ne, ja. ampak so bili 4. Ja, tako bolj ali je. manj. Pač v Mariboru, Tako. ne, ko si imel na začetku Čibimakon, potem Ja, Mislim, da je bil najprej Čibimakon, pa Animoku začel, ker Ja. pač Čibi. tako. Animo, ko so v bistvu mariborsko društvo, ne, ki se Čakaj, Animo je Izola. Animo je Animo je pa Izola, Animo je pa Izola. Kdaj je bilo pa v Izoli prva? Prvi mislim, da je bil eno leto po prvem Makonu, če se ne motim. Kaj, 2012? 2013, ja. In oni so, tako kot na Makon, sem v bistvu prvo leto potoval dol, ne, in nisem samo bil tam kot gledalec, ampak dejansko sem še sugeriral pri sami organizaciji, ne, pri sami postavitvi takšne stvari. Ampak mislim, v Animovo je bil pač glavni Bojan, a ne, Bojan je treba Boja, dati. pozdravljam te, dober si bil. Je treba dati velik heads up, on je v bistvu samo financiral te dogodke dolga leta, veliko sebe je dal noter in je pač v bistvu po njegovi zaslugi se je community tukaj razvil na Primorskem, sigurno je on velik delež tega. Ne. Pa še tudi bila v Postojni, Tamago. Ja, tudi to je bilo. Koliko? To je bilo koliko? To je bilo ful kasneje, to je mislim, da... Ne, ampak tako je, kolikrat je bilo. Kolikrat je pa bilo? Ne, po enkrat, dvakrat. Ne, mislim, da je bilo 3-krat, 4-krat. A je bilo to? Ja, samo pa smo že bili vsi, veš, zmatrani, preveč, že na koncu. Nisem vse to, pač na začetku... Je bilo vse novo, je bilo... Ja, je bilo nekaj novo, nisi poznal Se vam zdi, da je bilo že prenasičeno? Mislim, fora je bila tudi v tem, da ta Anime Titan, ki smo ga potem opustili nekje, meni je bilo dovolj, da sem se, mislim, tako dvakrat, najprej smo se enkrat na 2 tedna dobivali, ti, ki smo se dobivali, in smo pač govorili o animejih, potem smo se že enkrat na teden dobivali. In, kaj pa vem, vse se nismo o animejih imeli več. Res, Večinoma, malo to zmanjka, pa hkrati tako... Ljudje se poznajo med sabo in imaš neka dinamika taka. Tako imeli smo že skupino ljudi, s katerimi smo se pač lahko menili o animejih, če smo pač želeli. Ne, tako da konvencije še vedno so bile nekaj posebnega, ker še vedno si lahko spoznal nove ljudi. Ne? Še vedno si na enostaven način prišel do anime merča, v bistvu, ne, ker si imel vse na enem mestu, plus ena dobra stvar konvenčno v Sloveniji je bil bazar. Ne? Se pravi, kako prideti do anime merča kot študent na dobesedno čip način. Se pravi, ker veliko ljudi je imelo pač neko svojo zalogo mang doma, ki jih niso več ali brali ali potrebovali, in so pač prinesli te svoje mange na te stojnice in so jih prodali po 1 evro, po 2 evro. In to je bil pač en dober način, da si v bistvu prišel do novih mang na relativno cenen način. Tudi na italijanski jezik, pa v nemškem jeziku, pač vse, kar se je kupovalo v Sloveniji. Ampak časoma meni se je tisto, ko smo se pač začeli družiti, pa ko smo se spoznali. Ne vem, vsaj jaz nisem imel več take potrebe, da bi se... Mislim, tako dovolj je bilo, pač poznal sem ljudi, s katerimi sem se lahko pač govoril o animejih, če sem želel, in sem bil potešen. Ampak Makon je bil edini tak dogodek, ki je vztrajal vsako leto. Ne? Se vam je zdelo, ker jaz sem začel mogoče opuščati moje hode na Makon nekje v 2015, 2016. Se vam je sta vidva obiskvala še naprej, kako se vam je zdel obisk. Mislim, da moj experience je bil zelo drugačen od čisto vseh vas. To pa najverjetneje. Jaz sem se dosti lovki poniknul med... Resnične zgodbe, če vam povem. Tako je rekel Miha, lahko spoznaš nove ljudi, super ljudje, fajni ljudje, ampak kaj potem, ko že jih poznaš, tako rečemo 500 različnih. Ne vem imen, ker je skoraj nemogoče se imena spovedati. Poznam obraze, poznam se zgodbe, katere sem se pogovarjal z njimi vsako leto.
Ja, okej. Ti si bil res dušen. Ja, ker kdor ne ve, ne, Greg je bil alfa in omega, pač dejansko energija teh dogodkov. Vsi so pričakovali vedno neko energijo od njega in črpali, ne. Ampak Greg je tudi sam je pač oseba. Ne. Mislim, Up and 2019 je že bilo tako daleč, da sem 2 koraka na vsakih 10 minut lahko naredil. Ker so te ustavili in govorili s teboj. Prišla neka nova oseba, sem se pogovarjal z njim, kak smo, si gledal ono, 10 minut, mu dam, vede, jaz moram iti, hočem iti, si kupiti kaj. Naredim 2 koraka, naslednja oseba. Naredim 2 koraka, naslednja oseba. 2 koraka, naslednja oseba. Imel sem eno kolegico zraven, ko sem pač vijal, ko smo... Unofficial celebrity. In je šla z mano, ampak je šajte, da se vedno odmakne na stran. In če rabite dokaz, vprašajte njo. Ona je morala doživeti to, da sem jaz lahko iz enega prostora v drugi prostor se premaknil, sem ravno 3 ure. Good stuff. Medtem ko, Makon se je končal lansko leto, med korono, ne? Ja. Kako se bo pa nadaljeval v prihodnosti, Miha, nam lahko več poveš o tem? Ja, lahko. Čeprav vem, se bo Makon preimenoval. Ja, zdaj se je Makon preimenoval v Mofokon. Mofokon. Tako. Exactly, fluffy. Yeah. In dogaja se 10. decembra? Dogaja se 10. decembra. Na prizorišču na FRI. Na Friju? FRI-ju, ja, zraven živalskega vrta. Isto kot Makon. V bistvu. Je pa korono. 10. december, to je se pravi sobota, ne? Aha. Kaj lahko pričakujemo na samem dogodku? Bo to še vedno bazar bay, se pravi stojnice, odri, board gamey, cosplay, je to še vedno naslednik dejansko. Bo duh še vedno živ. Juvan, kdaj si ti nehal hoditi na te dogodke? Koliko časa si v bistvu šel obiskovati te dogodke? Moj zadnji dogodek, ko sem bil prvi Makon, ko sem bil, sem bil pa 8 let sem bil na Tudi je bila zelo velika razlika. Mladi Makon, pa tako 2-8 let v 1000 ljudi, kako daleč smo prišli. Ampak vse izvira iz tvojih trudov. Ekipe so se potem malo zamenjale vmes organizacijske. Tudi Mofokon ima zdaj mlajšo ekipo. Jaz sem, naj poudarim, jaz sem pač formalno, jaz sem bolj formalno zraven. Sem pač član nadzornega odbora, ampak se pravim, samo organizacijo nimam skoraj da nič. To bi bilo napačno, da bi si lastil kakršnekoli zasluge. Napačno. Torej, če so ljudje v bližini 10. decembra, ne pozabite, to je na Friju. Tako, to je pa vredno omeniti. 10. decembra v soboto na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Mislim, da se, ne vem, verjetno cel dan se to dogaja, ne? Vedno se dogaja cel dan, ne? Tako da več informacij bo definitivno na Facebook skupini od Makona. Tako, Mofokona. Tako, od Mofokona. Pa Discord skupina tudi. In tako tudi definitivno na Discordu tako najdete še več informacij. To je tudi vse, kar sem v bistvu danes želel z vami govoriti. Hvala vsem za prispevek, komentarje in se vidimo naslednjič. Pozabite se subscribe.